1. november je svetovni praznik veganov. Veganstvo doživlja velik razcvet in vedno več ljudi se odloča za spremembo življenja, kar se tiče prehrane, oblačil in tudi uporabe kozmetike. In kdo je vegan? Vegan je oseba, ki se je odločila prehranjevati izključno z živili, ki so rastlinskega izvora, ali drugače, vegan se ne hrani z ničemer oziroma z nobeno hrano, ki je živalskega izvora. Naše društvo sporoča, da naj malo bolj gledamo na naše najšibkejše člane, lahko rečem tudi družbe, ne, v širšem smislu, to so živali, ne, in jih upoštevamo, ne, v našem vsakdanu, ne, to je skozi prehrano, ne, torej da se izognemo čim bolj, torej tudi skozi oblačila, ne, da kupujemo manj oblek, ne, ki so živalskega izvora, krzno, usnje, pa tudi, da se ognemo, koliko se le da, tudi takšnim rečimo reliktom iz preteklosti, kot so tile cirkusi in živalski vrtovi, ko sploh več niso potrebni danes, ne. In to je v bistvu tako v grobem to sporočilo, ki ga naše društvo sporoča. Vse več trgovin in restavracij ponuja vegetarijanske in veganske jedi ter pijače. Ena izmed takih je tudi v Mariboru. V Loving Hut prihajajo vegani, tisti, ki so že vegetarijanci in tudi tisti, ki se morda vsaj en dan v tednu odpovejo uživanju mesa. Hrana, ki jo ponujajo, je zelo raznolika in pestra. Fast food je kar popularen, zaradi tega, ker je to recimo neki približek temu, kar so ljudje poznali, ko so bili vse jedi. Tako tudi mi imamo razne veganske različice, raznega hamburgerja, kebaba, takih zadev. Potem tudi naši gostje so zelo navdušeni nad jedmi iz voka, razne rezance, riž, pa to pripravljamo iz voka. Potem imamo kakšne posebne ponudbe, ki so sezonske. Zdaj trenutno je tempeh z rižem, zelenjavo, to je zdaj trenutno tako zelo zanimivo. Tudi sladice imamo, razne torte, bajdere, potem sladoled imamo v poletnih mesecih, potem razne presne torte, torte imamo tudi po naročilu. Nekateri izmed svetovno znanih veganov, ki podpirajo veganstvo v vseh pogledih, so Brad Pitt, Angelina Jolie, Bill Clinton, Pamela Anderson, Tina Turner, Ellen in mnogi drugi. Razlogi, zakaj se ljudje odločajo za takšen način ne samo prehranjevanja, ampak tudi življenja, je v veliki meri etična sprejemljivost. Ja, tudi sama sem veganka, tudi sama se tako prehranjujem in sicer iz etičnih razlogov predvsem. Moja prijateljica me je usmerila v to pot in ful mi je dobra hrana, pa za zdravje zelo dobro. V bistvu jem vegansko, vegetarijansko, vse, kar mi je všeč, samo vegansko je zdravo, pa dobro tudi. Ker je bolj etično, pa tudi bolj zdravo, ja. Če bi se odločili za spremembo načina življenja, strokovnjaki priporočajo postopen prehod. Začne se z vegetarijansko prehrano, pri kateri se odpoveste mesu, vendar še uživate druge živalske proizvode, kasneje pa naj temu sledi postopno zmanjševanje količin živalskega izvora. Če je hrana vegana dobro organizirana, lahko dobite vse hranljive snovi. V primeru slabe organiziranosti pa pogosto pride do pomanjkljaja joda, kalcija, železa, maščobnih kislin omega-3, vitamina D in B12. Ljudje imamo danes dostop do informacij vse posod. V svojem žepu si lahko pogledaš vse, ne, pretehtaš informacije in vidiš, kje si, ne. Je pa res, da ljudje nimajo danes časa se s tem ukvarjati, ne, zaradi takih in ovakih razlogov, ampak ti praktično dobiš vsa hranila iz rastlinske prehrane. Sporen je, kot sem že rekel, B12, D-vitamin, pa mogoče kakšni minerali, ampak z pravilno uravnoteženo prehrano niti ne rabiš toliko paziti, planirati tole zadevo, ti dobiš vse to not in ni problem. Za kakršnekoli spremembe se ni dobro odločati na podlagi trenutne mode ali močnega marketinga. Vseeno pa imejmo v mislih, da je lepo, če lahko vsa živa bitja sobivajo v miru, ljubezni in harmoniji.